Za nami je vrsta dogodkov, s katerimi smo izkazali čast in obudili spomin na velikega prvega Franca Miklošiča. Leto smo začeli z izdajo priložnostne znamke, nato smo se srečevali na kulturnih, zabavnih, športno-rekreativnih in tudi na nekaterih nekoliko posebnih priložnostih. Občani in občanke ter številni gostje so v tem letu doživeli veliko lepih trenutkov, ki bodo še dolgo ostali v prijetnem spominu. Glas o Miklošiču pa je segel mnogo dlje od meja Prlekije. Spoštovane dame in gospodje, po zdravni besedi vabim županjo občine Ljutomer, magistro Olgo Karlo. Drage občanke in občani, častna občana občine Ljutomer, spoštovani gospod minister, cenjeni člani akademske javnosti, dame in gospodje. Spomnim se zgovornega citata, ki pravi, da je načrtovanje prihodnosti brez poznavanja preteklosti podobno sajenju že požetega žita. Rezultat se sicer hitro vidi, vendar na dolgi rok ne prinaša ne muke, ne kriva. V Prlekiji praviloma nimamo težav z zgodovino. Načeloma smo zelo ponosni na našo preteklost. To je nenazadnje preteklost, polna inovacij, drznosti, odličnosti in drugačnosti. Zaznamujejo močni posamezniki in pogumna dejanja. Dotika se majhnih izzivov naših zelenih ravnic in vinskih gričev, vendar vpliva tudi na prebujanje, rast in usodo celotnega naroda. Če bi danes imeli magično palico in bi lahko v ta kulturni dom pričarali junake prleške preteklosti, bi hitro zmanjkalo sedežev. V prvi vrsti pa bi sedel slavljenec nocojšnjega večera, Franc Vitez Plemeniti Miklošič, rojen 20. novembra 1813. Na njega smo še posebej ponosni in preteklost je dober razlog, zakaj. Po svoje nujen, a nikakor ne edini razlog. Miklošič namreč ni le spomenik uspehu preteklosti posameznika ali naroda. On je mnogo več, saj njegova osebnost v Prlečkah in Prlekih prikliče nekaj zelo redkega in izjemnega. Prikliče le najboljše lastnosti, le najbolj žlahtne občutke in plemenite zamisli. Prav njegova moč nad našimi čustvi in domišljijo je v tem Miklošičevem letu pritegnila številne posameznike, društva, zavode in organizacije, da so razgalili svojo nesebičnost in se odprli za skupno idejo poklona prleškemu in slovenskemu velikanu. Idejo, ki je presegla v naši družbi sicer tako priljubljene delitve. Miklošičevo leto 2013 se je resnično razvilo v mozaik iskrenih prizadevanj za napredek skozi ponos na preteklost. Zato sem izjemno hvaležna vsem, ki ste po najboljših močeh prispevali k uspehu tega potovanja v kontekst preteklega časa. Časa, v katerem je slovenska družba začela iskriti plamen svojega najsvetlejšega trenutka. Hvala vsem, ki ste bili del Miklošičevega leta in ste svojim delom pustili izjemno pozitiven pečat v zgodovini naše občine in mesta. Življenje je nepredvidljiv koncept in prav zgodovina nas uči, da so predstave o lastni veličini vedno zgodne. Medtem ko so zgodbe o iskrenem sodelovanju, zgodbe o sejanju semena in nepožetega žita vedno pripeljale do pravih premikov v Prlekiji, v Sloveniji in tudi v svetu.
Želim vam lepo prireditev in vse dobro tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod župani. Miklošičevo leto je ključna stična točka s prleško preteklostjo, vendar obenem tudi slovensko kulturno, jezikovno in narodno preteklostjo. Boj za narodno enotnost se je začel s povezovano idejo in njen skupni imenovalec je bil prav jezik. Slovenski jezik kot orodje, s katerim vsak dan tvorimo našo resničnost in s pomočjo katerega smo nenazadnje ustvarili kulturne temelje lastne narodne identitete. K slavnostnem nagovoru nocojšnje prireditve vabi ministra za kulturo Republike Slovenije, dr. Uroša Grilca. Spoštovana županja, magistrica Olga Karba, udeleženci mednarodne znanstvene konference v 200-letnici rojstva Franca Miklošiča, dragi gosti. Lepo vas pozdravljam. Kdor je kdaj bral Miklošičevo biografijo ali zgolj preletel seznam njegovih del, skupaj kar 34 samostojnih knjig in 108 raznih monografij in spisov, v katerih je pokril domala vse panoge slovanske filologije, slovnico, slovar, zgodovino, narodopisje in tako naprej, se mu je gotovo porodil občutek, da vsega tega preprosto ni zmogel en sam človek. Nobena skrivnost ni, da je Miklošiča, sicer doktorja prava, veliko bolj zanimala filozofija, vendar pa je pravi poklic odkril v slovničnih raziskovanjih. Na časovnici razvoja jezikoslovnih ved najdemo svetlo obdobje razcveta, ki upravičeno nosi njegovo ime. Deloval je v Dunajski dvorni knjižnici, kjer se je poglabljal v slavistične filološke študije in nasledil svojega mentorja Jerneja Kopitarja, sprejela pa ga je tudi Dunajska univerza, kjer je leta 1854 postal rektor. Slednja je zanj ustanovila katedro slavistike, eno od prvih v neslovanskih deželah. Da bi razumeli, kaj je to primerjalno gledano pomenilo za našega prvaka med slavisti, velja izpostaviti, da je na sloviti pariški Collège de France podobno katedro, da je nekaj let prej dobil veliki poljski pesnik Adam Mickiewicz. Za časa življenja je za svoje delo prijel številna domača in tuja oblikovanja, leta 1864 celo dedno avstrijsko plemstvo, ki ga kasneje ni imel ravno navade posebej izpostavljati, saj se je še vedno podpisoval zgolj svojim priimkom. Miklošiča je burno leto 1848 za nekaj časa potegnilo tudi politični vrvež, s tem, ko je postal predsednik Dunajskega društva Slovenija in so oblikoval program Zedinjene Slovenije. Spodnje štajerski rojaki so ga v šentrenarskem volilnem okraju v Slovenskih Goricah izvolili celo avstrijski državni zbor na Dunaju. Izpostaviti velja tudi njegovo posredovanje pri sicer dolgoletnih in brezuspešnih prizadevanjih Janeza Blajvajsa za ustanovitev novega slovenskega tednika, imenovanega Novice, ki je kot izjemno priljubljen časopis izhajal vse do decembra leta 1902. Letos Slovenci obeležujemo 200 let njegovega rojstva. V občini Ljutomer pa hkrati praznujete 50 let delovanja gimnazije Franca Miklošiča, ki je v tem času postala osrednja izobraževalna inštitucija v regiji. Med drugim je v začetku leta našemu velikemu jezikoslovcu v čast išla priložnostna poštna znamka z njegovo podobo. Kot posebej pomemben dogodek bi izpostavil tudi aprilski prleški večer v festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani, ki je v poklonu Miklošiču povezal obe mesti. Po Miklošiču je danes sicer poimenovanih mnogo ulic in cest v Sloveniji. V prestolnici se Miklošičeva cesta stika s trgom, ki nosi ime njegovega sodobnika Prešerna, za čigar poezijo je imel Miklošič v vlogi cenzorja precej več posluha kot njegov predhodnik Kopitar. O Prešernu je že tedaj častitljivo zapisal, da je njegova beseda od kraja do konca čista, da se človek ne more naposlušati in da se zmore Prešeren meriti z najslavnejšimi pesniki vseh narodov. Po Miklošiču je v Ljubljani poimenovan tudi park, kjer stoji njegov spomenik.
Postavljen je na isti podstavek, na katerem je stal spomenik Francu Jožefu, kar se mi osebno zdi na simbolni ravni zelo pomembna gesta. Postavljanje spomenikov vladarjem držav je tudi danes velikokrat zaznamovano z delitvami, nestrinjanjem, razdorom, utemeljenim na takšni ali drugačni podlagi, medtem ko nas postavitve spomenikov velikanom, kakršen je bil Miklošič, združujejo, poenotijo in utrjujejo v naši narodni zavesti. Občina Ljutomer ob slovenskem kulturnem prazniku zaslužnim občanom, podjetjem, organizacijam ter skupnostim, zavodom, krajevnim skupnostim in društvom za njihove dosežke na področju kulture podeli Miklošičevo nagrado in priznanje. Na ministrstvu se zavedamo izjemne vloge občin pri ustvarjanju pogojev za kulturno dejavnost na eni čim bolj dostopni osnovi. Zato slovenske občine na letni ravni kulturi prispevajo skoraj tolikšen delež kot država. Nacionalni program za kulturo smo opisali poseben cilj sodelovanja občin in pripoznavanja njihovega velikega prispevka. Mislim, da je več kot primerno, da obeležitev 200-letnice rojstva Miklošiča sklene mednarodna znanstvena konferenca. Navsezadnje se je sam najbolj domače počutil v znanosti. Po njegovi zaslugi smo ujeli napredne tokove evropskega jezikoslovja in celo vplivali na njihovo smer. Danes, dobrih 120 let po njegovi smrti, je slovensko jezikoslovje zaznamovano s svojevrstnim sporom, nestrinjanjem v izdelavi posodobljenega slovarja slovenskega jezika. Da ga potrebujemo je nesporno. Jezik je pač živ organizem, predvideva ga tudi resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018. V prvi vrsti bo potreben dogovor med vpletenimi institucijami, skrbnicami razvoja slovenskega jezika, ki bo prvi korak na poti k temu, da Slovenci končno dobimo časoprimeren, torej sodoben slovar slovenskega jezika. S tem lahko damo piko na i letu 2013, ki upravičenjo velja za Miklošičevo. Hvala lepa. Hvala slavnostnemu govorniku za lepe besede, ki dodatno postavljajo Miklošičevo leto v širši slovenski kontekst. Seveda najlepša hvala tudi naši mednarodno uveljavljeni violinistki Tini Čeh, ki je skupaj s Tomažem Zamudo zaigrala spomladansko sonato skladatelja Ludvika Beethovna. Da Miklošič ni le predmet čustvenega občudovanja strani splošne javnosti, dokazuje izjemna udeležba na letošnji mednarodni znanstveni konferenci, ki se je prav te dni odvijala tukaj v Ljutomeru. Kakšno je mnenje v našem rojaku pri članicah in članih mednarodne jezikovne stroke, bo na kratko povzela redna profesorica
Univerze v Ljubljani, doktorica Martina Orožen, ki nas bo ob tej slavnostni priložnosti počastila s svečanim predavanjem z naslovom Miklošič, veleum 19. stoletja. Spoštovani gospod minister, spoštovana gospa županja, naš strokovni zbor, dragi Lotmarčani. Čemu tak patetični, staromodni naslov sodobnosti, ki ne prenese več avtoritet? S tem naslovom namreč želim vse nas prisotne za kratek čas predstaviti v Miklošičev čas. Tako so ga namreč poimenovali njegovi sodobniki, učitelji, bližnji in daljni sodelavci, ki so ga spremljali v živo. Tako so mu izrazili svoje priznanje, občudovanje in spoštovanje. In ponosni so bili na svojega velikega rojaka, ki ga je poznal in priznaval ves evropski znanstveni svet. In znanost je bila tedaj vrednota. Kaj lahko mi k temu vsemu dodamo? Saj smo v primerjavi z njim in njegovo v preteklost zazrto dobo, kljub prodoru računalništva, dokaj površni in nevedni. Samo nekoliko se ustavimo in zamislimo nad njegovo bibliografijo in bibliografijo o njem. Kak širok tematski raziskovalni razpon v tedanji jezikoslovni vedi. Od glasoslovja, preko vseh jezikovnih ravnin do etimologije, onomastike, estetskega vrednotenja ljudskega slovstva. Ob njih pa so nastajali temelji za izdajanje in obravnavanje starih slovanskih besedil, uvrščenih kot širok krovni pojem slovanska filologija. To obdobje je trdno zasidralo temelje naši mladi vedi, ki je zrasla iz nje, namreč slavistiki, že z bistvenimi nastavki za prehod k samostojni obravnavi posameznih slovanskih jezikov kot individualno razvitih jezikovnih struktur v danem času in prostoru z lastnimi značilnostmi in družbeno-funkcijskimi komunikativnimi razsežnostmi. In ne samo to. Kot vemo, je njegov raziskovalni pogled presegel meje slavistike po soočanju z neslovanskimi jeziki v stiku. Razvijal je o besediščnih prepletih kontaktno lingvistiko, ki je prerasla v balkanistiko, z izdajo zgodovinskih in pravnih dokumentov, kot so bila Monumenta Serbika, Akta diplomatika Greka in tako dalje, Dušanov zbornik Das Recht und Skov v letih od 1858 do 1890 pa je tako izoblikoval samostojno vedo bizantinologijo. Kar precej jezikoslovnih simpozijev se je že zvrstilo ob obhajanju njegovih obletnic rojstva in smrti. Lepo število zbornikov mu je posvečenih. V njih je sodelovalo preko 200 strokovnjakov z področja slavistike, slovenistike, kontaktne lingvistike, bizantinologije, kulturologije. Priznajmo si, nihče izmed nas ne pozna, ne obvlada vsebinsko-problemsko tako bogatega jezikoslovnega opusa, kot nam ga je ustvaril in zapustil Miklošič. Poglabljamo se v posamezne vsebinske segmente, ki nas zanimajo, ki jih v dani jezikovni smeri sami obravnavamo. Strokovna razdrobljenost je žal namreč značilnost našega časa. In tako vsi z lupo v roki njegova dogajanja ponovno odkrivamo, naši vedi in znanju ustrezno
dopolnjujemo, nadgrajujemo, kar je končna naloga jezikoslovne slovenistike in slavistike v njenem že več kot 100-letnem razvoju. Ali se je motil? V čem se je motil? Radi bi ga kje ujeli, kot pravi Poljaki, na goronci učinku. Pa vendar nam to ne uspeva. Zakaj ne? Vsi, ki smo kdaj imeli v rokah njegovo staro cerkveno slovansko ali primerjalno slovansko slovnico, njegove slovarje in razprave Dunajske akademije, ki jih je skozi 30-letje svojega znanstvenega delovanja posvetil vrsti zagonetnih vprašanj iz fonologije, morfologije, leksike, etimologije v slovanskih jezikih, ugotavljamo in občudujemo aktualnost, eksaktnost, sistematičnost pri obravnavi vsake teme. Miklošič ni bil pristaš dolgoveznih jezikoslovno-filozofskih teorij, ni v svojih delih nizal domnev. Katerikoli strokovni problem je postavil jasno, ga definiral in sistematično potrjeval z ustreznimi jezikovnimi dokazi. Zanj je značilna premišljena hierarhija obravnave, ki temelji na predhodni, natančni, vendar skriti analizi. Dejstva govorijo, treba jih je znati brati. Ta natančnost in sporočilna jasnost vse v naš čas ohranja svojo svežino in nas očara. Dostikrat sem v študentskih letih slišala, Miklošič, to je samo jezikoslovno gradivo. To je bil nazor mladogramatikov. Seveda, za tistega, ki ga površno bere, ki ne prepoznava njegove hierarhično izpeljane jezikovno-funkcijske razčlembe kot delovne metode. Z tega vidika je pri njem zaznati neko pravniško podstavo mišljenja, ki se nujno osredinja na spoznavanje dejstev in ugotavljanje resnice. K temu je stremel vse življenje in bil je prepričan, da je to naloga znanosti v vseh njenih raziskovalnih smerih, po svojih aplikacijah pa se lahko odzrcalja na vseh področjih javnega življenja, od družboslovja do politike. Ob teh splošnih mislih se bom kratko osredinila na Miklošičeve vsebinske jezikovne sklope, o katerih slovenisti veliko razmišljamo in so za nas v narodnostnem in jezikovnem oziru bistvenega daljnoročnega pomena. Vgrajena so v našo jezikovno, znanstveno in leposlovno kulturo, tudi v politiko, čeprav vemo, da se Miklošič aktivno politiki v svoji profesorski službi ni posvečal. V prvi vrsti je to njegova zastrta prisotnost o prizadevanjih za normativno poenoteni slovenski knjižni jezik in za njegovo pravno uzakonitev ob revolucionarnih dogodkih leta 1848 v pomladi narodov. Znano je, da je Miklošič kot predsednik Dunajske Slovenije avtor pravno formulirane peticije za edinjeno Slovenijo, nemški izvirnik se je žal izgubil, ki je zahtevala združitev tedanjih administrativnih ločenih slovenskih dežel, s tem pa kot logični nasledek uvedbo materinščine v šole in urade, skratka slovenščine v javnosti. Nezaslišano, kaj takega v mogočni monarhiji, kjer je kaj veljal le plemiški naslov, kjer je bila vsa kulturna nadstavba z elitnimi državljani vred nemška. Bil je trenutek, zdaj ali nikoli, saj je bilo tedaj doseženo ustavno razdobje v večjezikovni Avstriji zelo kratko. Glavna naloga, takojšnji prevod občedržavljanskega zakonika v slovenščino leta 1849 in oblikovanje modernega pravnega jezika s pravno terminologijo. Na Miklošičev slovenski jezikovni prevod
obarvan s panonsko-slovenskimi jezikovnimi prvinami, se je v središču Kranjske v Ljubljani usul plaz ogorčenih kritik. Miklošič ni odgovarjal, poiskal je drugo rešitev. Prevajanje državnega zakonika je prepustil prijatelju, tudi pravniku, Mateju Cigaretu, uredniku časopisa Dunaj Slovenija, in še en Kranjec je odigral pomembno vlogo, namreč pravnik in pisatelj Luka Svetec, ki je v Sloveniji prvi objavil tako imenovane nove oblike. Če bi jih objavil Miklošič, bi bil glas kritik prehud. Tako pa je nekako lažje šlo, ker sta to predlagala dva rojaka iz osrednje Slovenije. Zakaj je šlo? Preprosto za uveljavitev bolj etimološko ustreznih glasovno-oblikovnih prvin v puristično, že prečiščenem kranjskem knjižnem jeziku, ki mu štajerski in koroški Slovenci s pričo knjižnih dosežkov, kot je bila Kranjska čbelica Prešernove poezije in tako dalje, niso odrekali prestižne sporazumevalne vloge. Želeli pa so biti po svojih arhaičnih jezikovnih prvinah kot Slovenci pri njegovem nadaljnjem normativnem in vsebinsko zvrstnem oblikovanju upravičeno soudeleženi. Tudi glede na obstoj svojih ustaljenih državnih različic, ki so se jim tako v bistvu morali odreči. Vrsta slovničar, kot je bil Anton Murko, Josip Muršec, Urban Jarnik, Anton Janežič, je temu normativnemu poenotenu utirala pot, potrditev za navedene etimološke oblike pa so že našli v Miklošičevem slovničnem modelu Lautlehre in Formellehre der altslovenischen Sprache, leksikonu Lige Slovenice vedere z dialekti, kar je šlo vse na Dunaju leta 1850 in že predtem tudi koreni staroslovenščine in prva besedila, kot je bila homilija svetega Hrizostoma, Evita Santi Clementi, episkopi Bulgarije, tudi leta 1847 in odslej naprej so se pri normiranju, pri ugotavljanju pravil za sodobni knjižni jezik trajno vzgledovali pri Miklošičevih izdajah, bodisi starocrkveno-slovanske, še več potem kasneje primerjalno-slovanske slovnice, ki sta izhajali v več izdajah. Še eno je Fran Miklošič po svojih zvezah, namreč z družino notranjega ministra Baha, v ozadju zajedljivih polemik dosegel. Uradno državno priznanje za enotno poimenovanje našega jezika, namreč naziv sloveniš, ne več vindiš in tako dalje. V Sloveniji, v časopisu, je nepodpisani poročevalec objavil kratko notico. Grenka je bila kupica, pa spili smo jo. Die slovenische Sprache ist amtlich anerkannt. Vsi lajo, karavana gre dalje. V danem trenutku je bilo doseženo najvažnejše. Izoblikovana in obelodanjena je bila zasnova za oblikovanje enotne knjižne norme slovenskega jezika in dosežen pravno uradovani status za jezik Slovencev, ki v monarhiji kot narod državnotvorno niso obstajali. O prizadevanjih za novo šolsko reformo univerze in gimnazij v Avstriji tudi leta 1848-49 pod ministrom Tunom, pri tej reformi sta v vprašanjih jezika in šolstva sodelovala tudi Franc Miklošič, Anton Martin Slomšek, je Miklošič takoj zastavil svoje ime in svoje pero za pripravo novih, dobrih šolskih knjig. Sodelavci je v dobrem desetletju 1853 do 1865 izbral primerna slovenska besedila, to je bilo takrat težko, ker še nismo imeli pisateljev, in sestavil prva slovenska šolska berila za srednje šole, za 5., 6., 7., 8. razred z zvrstno razvrstitvijo dotedanjih slovenskih
knjižnih besedil, ki jih je obogatil tudi z lastnimi prevodi iz slovanskih jezikov. Že vse skopo nakazano je razlog, da so ali pa bi morale biti Miklošičeve obletnice v Sloveniji praznik slovenskega jezikoslovja in tudi praznik slovenske države. O dijaku Franu Miklošiču pa je že njegov mariborski profesor Jaklin dejal: to je nebrušeni diamant. Ni se zmotil. Miklošič se je obdelal za besedo, za jezik, ki je tako zvesto, spoštljivo raziskoval, obrusil do te mere, da je v mednarodni znanosti 19. stoletja izjemno zablestel in vse do sodobnosti ni izgubil svojega sijaja. Diamant je pač diamant, nikoli ne izgubi svetlobe. Hvala lepa. V čast vsem, ki so svojim delom, idejami in energijo prispevali k Miklošičevem letu, sledi nastop komornega zbora Orfej iz Ljutomera. Predstavili se nam bodo s pesmima Franceta Prešerna, Gazela 5, skladatelja Damjana Močnika in narodno priredbi Mojce Prus, Širka Edisa.
Hvala lepa, komornemu zboru Orfej. Spoštovani, s tem smo pripeljali Miklošičevo leto do konca. Čeprav se z današnjim dnem končujejo uradne prireditve in slovesnosti, bo Miklošič in vse vrednote, ki jih spomin nanj pooseblja, še naprej zvesti spremljevalec našega vsakdana. Ob tem vas vljudno vabim, da nadaljujemo v tem duhu v sosednjem prostoru, kjer se bomo spomnili lepih trenutkov, poklepetali o prihodnosti, ter seveda, kot se to v Prlekiji spodobi, skupaj nazdravili. Hvala lepa in